Ta malo daljši postanek v Aziji bo bogatejši še za eno državo, Malezijo. Namreč 3 dni se nahajava v njenem glavnem mestu Kuala Lumpur. In kje bolje začeti ogled mesta kot pri najbolj slavni stvari v mestu, pri najvišjih dvojčkih na svetu. Izgradnja dvojčkov je koštala kar 1,6 milijarde dolarjev. Se da pa tudi na njiju iti gor, tako da poganjte, kam zdaj greva. Preden pa se povzpnemo na dvojčke, je morda smiselno, da najprej pogledamo najin prihod v samo mesto. Tale Kuala Lumpur mi je zaenkrat ful všeč, pa nisva zapustila niti letališča. Se pravi, zelo imajo radi Grab, pač to je ta azijska varianta Ubra. In pa ful je pocen. Za 60 km nama piše, da bova odštela 65 teh njihovih mirov malezijskih Ringloja, v redu je, ja. V glavnem pa ful imajo fajn pretvornik, se pravi 5, tako da je ful lahko deliti. Ja, tako da komi čakam tole Malezijo. Sliši se zabavno. Na samem letališču imajo za Grab rezervirano prav posebno mesto za pobiranje potnikov. Vrata 5 so izhod, ki ga iščete, in ne se čuditi ogromni množici ljudi, ki vsi čakajo na svoj kvazi Uber prevoz. Od letališča pa do mesta boste porabili malo več kot 1 uro. Poleg tega morate vedeti še eno stvar. Kuala Lumpur je izjemno znan po tem, da za zelo ugoden denar dobite neverjetno lepa stanovanja za nočitve. Velika večina le-teh se nahaja v 100 stolpnicah mesta Kuala Lumpur. Sicer stvar lahko izpade malenko shady, se te takole v atriju stolpnice pričakajo neki mladi fantje tam na kavčih oziroma kvazi pultih, ki si lastijo več stanovanj v dotični stolpnici, ampak lej, to deluje. Dobiš ključe in to je to. Ponč, to je vse tako neki fancy. Jaz to sploh ne razumem. Pa ta dvigala od teh stolpenc, jaz sem v lastni stolpenci izgubila. Spomem, kot ta dvigal deluje. Ok, gledajte zdaj ta luksus, se pravi, spodi imamo valeja, da ti pač lahko prevzame avto, pa ti ga odpele, imamo tako preokrožen križišče narejen. Tole je pak, takole imamo ogromno kuhno, tukaj imamo Ponča, ki bo zjutraj zajtrk delal. In pa imamo dnevno, in tukaj letela kuhanca, evo, dnevno soba. Z razgledom na mesto v 33. nadstropju sva. Tako da smo kar visok. In potem je tukaj spalnica, spet z razgledom na mesto. Walk-in closet, tako največji walk-in closet. Kopalnica. In pa še pisarno. Imamo lahko YouTube studio, kleno, tako največja miza je. In pol pridemo okoli in okoli, imamo krožno križišče narejen še v stanovanju. No, pa se vrnimo nazaj k našim dvojčkom. Malo mava nesreča in sicer vse karte za Petronas Twin Tower so že razprodane. In v bistvu vse skupaj gre tako, da je vodena tura, traja nekje 45 minut, kart je pa nekje 1000 na dan, pač v celem dnevu. Tako da, zdaj sva dobila karte za jutr, pa še to so dopoldne že razprodane, tako da greva jutr, zvečer, popoldne na turo. Verjetno se vam najbolj splača, da karte kupite kar online, pač prek spleta in potem pač direkt z voucherjem pridete sem. Če boste pa karte kupovali 24 ur preden pridete, jih morate pa obvezno kupiti tukaj na counterju, pač ne morate jih kupiti prek spleta. Ja, nekjer drugi. Tako da nač, mi dva bova na tem mestu se kar prestavila v jutrišnji dan, da nam z vlogom preveč skakali levo desno, tako da uživajte v Petronas stolpu. Dobrodošli na ogledu Petronas Towers. Tako kot že samo ime pove, sama stavba pripada Petronas podjetju. Gre v bistvu za malezijsko domače podjetje, ki se ukvarja z energetiko, se pravi zemeljski plin, olje in te stvari. Verjetno pa je vam bolj poznana iz Formule 1, ker imajo tudi svojo lastno ekipo. Sama dvojčka ima kar nekaj impresivnih stvari, featuresov in tako dalje. Začenjamo pa z dvigali.
Vsaka stavba ima v bistvu 38 dvigal in leta so zelo hitra. Ja, grejo lahko kar do 6 metrov na sekundo hiter, so pa razdeljene v več sklopov. Mislim, da ima 4 direktorska dvigala, s katerimi se sam direktorčki vozijo, potem imaš te maintenance service, se pravi sam za popravila, heavy lifting, se pravi, da kakšne težke stvari in pa seveda pač tudi za passengerje oziroma nas, obiskovalce. Dvojčka imata kar 88 nadstropij in 5 jih je pod zemljo. Trenutno pa se nahajamo na 41. nadstropju, saj imamo namreč na 41. pa 42. nadstropju Skybridge, se pravi ta most, ki v bistvu povezuje sama dvojčka. In če se ne motim, je to v bistvu najvišji Skybridge na celem svetu. Prišli smo do 86. nadstropja. Zgornja dva namreč nista dostopna, ker sta v bistvu namenjena vzdrževanju. Je pa Kuala Lumpur eno tako prestolnica najvišjih zgradb na svetu. Se pravi, poleg Petronas Towersa so v letu 2023 zgradili tudi Merdeko 118. To je tista špička tamle čisto v zadju, ki jo vidite, ki je druga najvišja stavba na svetu, takoj za Burj Khalifa. Da pa to še ni dost, imajo v prihodnosti, so že plani, da zgradijo še 2 stavbi, ki bosta pa prav tako med 10 največjimi na svetu. Pri vsem tem pa se poraja eno vprašanje, oziroma saj meni se, ki se rad sprašujem vprašanje, ki se jih noben ne vpraša, in sicer, kako lahko postavijo sploh toliko visoke stavbe. Ker jaz še nisem videl žerjava, ki bi bil toliko dolg, da bi ga gor postavili, da bi to naredili. No, evo, zdaj vam bom dal en majčken informacije o arhitekturi in gradbeništvu, da boste tudi vi to vedeli. Jaz sem to malo pogooglal in sicer, ne vem, če ste vedeli, ampak žerjavi lahko sami sebe dvigujejo oziroma gradijo. In sicer na način, da se te segmente noter v bistvu sami sebi nalagajo in se v bistvu dvigujejo skupaj s stavbo. Arhitekturni slog Petronas Towersov gre za postmoderni islamski stil. Sama stolpa pa imata tudi kar nekaj zanimivih dogodkov v zgodovini. In sicer prvo tak je, sigurno veste, kdo je Felix Baumgartner, to je tisti, ki je iz vesolja skočil s padalom, z balonom dol na zemljo. No, v glavnem, on je tudi base jumpnil iz Petronas Towersov. Drug, nekoliko bolj bizaren primer, pa je francoskega urbanega plezalca, imenovanega tudi francoski Spiderman. Alan Robert je namreč preplezal desen stol Petronas Towersov in to v svojem 3. poskusu. Zakaj v 3.? Zaradi tega, ker so ga v prvih 2 poskusih aretirali. Če boste pa rabili sred Kuala Lumpurja malo osvežitve, greste pa lahko za Petronasa, kjer najdete tale bazen za mano. Sicer je vse skupaj namenjen bolj za otroke, ampak kljub temu lahko vidimo, da so tudi mamice noter. Ena obveznih stvari, ki jih morate narediti v Kuala Lumpurju, ker je pač le to zelo cenovno dostopno, so pa tele infinity pooli s pogledom na pač celotno mesto. Midva sva sklenila, da v bistvu najameva kar tak apartma, ki ima v 51. nadstropju, torej na strehi infinity pool. Če pa pač ne boste v takem prenočišču, lahko pa še zmeri greste pač, ker so javno dostopna, pač greste v en tak bazen za cel dan ali pa za pol dneva in uživate. Pač plačate vstopnino, ampak lahko kljub temu uživate. Seveda si morate to stvarjati pogledati tudi po noč. Potovanja je težko opisati. Potovanje je treba doživeti. Različni obrazi sveta, narave, kulture, ljudi in trenutki, ki ostanejo s tabo še dolgo po vrnitvi domov. Bi šli na potovanje, pa si ne upate sami. Nimate s kom. Ali pa preprosto nimate časa za organizacijo, iskanje preverjenih hotelov, ugodnih letalskih kart in res zanimivih doživetij. Ravno za takšne ljudi sva ustvarila butična Ponconč potovanja, kamor vas kot slovenska spremljevalca zelo rada odpeljeva. Odpeljeva vas na destinacije, ki jih res dobro poznava. V Indonezijo, Jordanijo, na Tajsko, Novo Zelandijo in še kam. Najina potovanja so namenjena vsem, ki si želijo več kot le klasičen dopust. Gre za manjše, butične skupine do največ 10 ljudi. Premišljeno zasnovan program in izkušnjo, kjer je vse organizirano. Od nakupa letalskih kart do prenočišč in ogledov, da se vi samo enostavno prijavite, potem pa le preprosto uživate na poti. A ja, pa še profesionalnega fotografa imaš ves čas potovanja na voljo. Nič več porezanih glav, le še izredno lepe fotografije za okvir. Ne glede na to, ali iščete bolj aktivno raziskovanje ali umirjeno potovanje, za vsakega se kaj najde v najinih razpisanih programih.
Za več informacij obiščite najno spletno stran pontsons.com ali preprosto skenirajte QR kodo na ekranu. Lahko pa nama tudi pišete na e-mail in z veseljem odgovoriva na vaša vprašanja. Imajo pa tukaj v Kuala Lumpurju svojo verzijo Shibuya Crossinga. Se veste, to je tisti ful kaotičen prehod za pešce v Tokiju na Japonskem. No, tukaj v Kuala Lumpurju v Maleziji podobno stvar najdete v Bukit Bintangu, kjer ga si bova zdaj tudi pogledala. Sam pogledajte, koliko je v resnici to kaotično. Pač malo grejo avti, mislim, cel križišče nor. Tudi pešci, malo grejo levo, desno, kaj pa sem diagonalno, sploh ne veš, kje koga srečaš. Če se boste odpravili v KL, vas bo pa definitivno zanimalo tudi, kje spati. Najboljše možnosti sta dve, in sicer v City Centru ali pa v Bukit Bintangu. Pač City Center je bolj tako poslovna prestolnica, ful imate teh visokih stolpenc in tukaj tudi midva spiva. Medtem ko Bintang je pa veliko bolj tako živahen, poln restavracij, trgovinc in pa življenja. Sta pa obe okrožji zelo blizu pač en zraven drugega, tako da lahko greste komot peš iz enega v drugega. Ni pa v Bintangu samo veliko restauracij, ampak je tudi zelo znana odprta tržnica Jalan Alor. Tukaj boste najdeli precej veliko street fooda, pač street market je z pač 1001 opcijo, tako da tu bo zdaj malo probala kakšno večerico najdete, ne? Pa da vidimo, če tudi Malezijci znajo dobro ulično hrano pripraviti. A nas je malo držak ulovil? Čez je noro. To so pa dali dozo. Ja, hočem pogledati, koliko je velik pir, pa ne najdem. Dobro, da sva samo enega naročila. Je pa tukaj v Maleziji pivo, oziroma na splošno alkohol ful drag. Pač v gostilni je pivo, ne vem, 5 evrov, medtem ko v trgovini je pa 2 evra pa pol ta najcenejši. Naju je pa tropska nevihta malo pregnala zelo jesti, tako da bova probala tradicionalno malezijsko hrano tokrat, pa da vidimo. Cindy, predstavi nam jed. Evo, tole je nasi lemak, njihova tradicionalna jed. Tukaj sicer je vse skupaj malo zelen, ne vem, če bi mogel biti zelen. Po mojem to malo zaradi šova, da kao bolj odbito zgleda, čeprav zgleda zelo strupen. Je pa drugač nasi lemak v kokosu kuhan riž, pa piščanc, pa malo zelenjavce. Bomo probali. No, jaz sem si pa naročil sataji, to so pa te tipične, v bistvu kar nek barbecue, na palčkah mešam meso, pečen. To je to. Dober tek. Dober Pa tek. še nekaj že dolgo nisem naredila. Činkolo, binkolo. Činkolo, binkolo. Samo vam pa midva še eno stvar dolžna iz Indonezije in iz Tanske. In sicer durian, ne? Jo, kva sta smrad privlekel. Ne vem, prav rokavico sem mi dal, da ne vem, ko to ješ očitno, da ti poje roke ne smrdijo ali kaj, ne vem kaj. Pa dajmo probati. Kaj, punč? Izgledaš navdušen. A boš kaj iz ustu? No, kaj takega še nisem v življenju probal, to lahko rečem. Res je tako zelo kremno, po eni strani sladko, kar je prijetno, ampak pa imam pa nek zadnji dobesedno okus po bruhanju, oziroma kar čutim, ko mi gre na bruhanje. Pač, ful imam mešane občutke, no, ne vem. Po eni strani je dobro, po drugi strani pa ful mi.
ne vem. A veš, ko pravijo, ba je, če ga ene 10-krat ješ, da ti preraste k srcu, pa da ti dober rata. Misliš? Ba je. No, saj zato sem si pustil še malo mesa, da si popravim okus. Ojoj. Pa, probam še enkrat, ali pa. No, dej. Pa ima pa kar eno peško noter. To verjetno ni za pojesti, ne? Verjetno ne. Je že boljša, ne? Se že menj pačiš. Ne, sej ni toliko slab, Sam je. po moje, če bi ga hitreje jedel, da ga pa prav ful dolg cajta, pa v ful velikih kosih žvečeš, to pa ne bi šlo skozi. Tako da, v redu je. Probaj. No, da pa ne bom edina žrtev. Meni drugače smrdi, ne, sem mi zdaj rekla, da ji ful smrdi. Zakaj ponče to toliko zdriza, slejte to? Ne vem. Uj. Daj, usta, Ne upam. usta. To smrdi ful. Ma ne smrdi to. E, če bruham. No, iz ust kaj. Ma nima lih po bruhanju okusa. Ne, meni je sam čist zadnji, tam prav že v grlu not se mi je nabiral, tako, ne vem, čuden. Ne, mislim, ima boljši okus, ima von. To je pa res, ja. Če bi mi nos zamašil, bi se ga dal jesti. Smrdi pa ful. A misliš, da bi bilo kaj boljš, če bi bil uhlajen? Mogoče, ja, ker ta je ful topu. Ja, ta je ful topo, kaj je tlele direkt z marketa, tako da, sorry za kamero. Ne vem, naslednji. Druga najbolj znana stvar, ki jo lahko obiščete v Kuala Lumpurju, pa so Batu Caves oziroma Batu jame. Midva sva pravkar prišla sem in se bova pa uspela gor, ampak tukaj je cel živalski vrt, pač od golobov, kokoši, kur do opic. Čist je noro. We stand on the opposite shore. Hello, Mona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Da priješ do same jame, se moraš pospeti po teh stopnicah, ki predstavljajo kot en proces oziroma romanje do samega svetišča, saj tako pravijo pač hindujci temu. Tako da, ne vem, a si pripravljena, da se pospleva Sem. po 272 stopnicah. Kaj pa je to za naju? Mala šala. Mala šala. Sam zdaj, ko gledam z te perspektive, pa niso glih toliko nedolžne, no. Ful so strme, ja. No, kar zalaufaj gor. No, zakaj še ne laufaš? Laufaj, laufaj, laufaj. Še, laufaj, laufaj, laufaj. Spiritualno pa procesija si rekel. A, pa moram imeti počas. A, okej. Ja, teh makao opic je tukaj res ogromno, tako da pazite, da vam kaj ne vzamejo, ker so kar sniki, ker pridejo za tabo, sploh veš Pa ne, da je hitre tam. so ful. Ful. Batu jame so kar 4. Midva sva zdaj prišla do prve oziroma do največje, ki jo imenujejo tudi katedralna jama, pač The Cathedral. Naj bi bila pač res najbolj veličastna in vse skupaj je tako oblikovan, da je ena katedrala. To si greva zdaj pogledat. In ta je v bistvu tudi brezplačna, potem pa so še druge 3. Po tistih dveh hajkih je tole mala malca, Ja, noben saj. problem.
Sama jama oziroma hindujski tempelj v njej je tudi eno veliko romarsko središče. Na največji hindujski praznik namreč sem roma kar do 1 milijon vernikov. Gre za drugi največje romarsko središče izven Indije. Res me presune vsakič, ko vidim eno tako stvar, ki jo najprej gledaš na Instagramu in misliš, ma ne, to ni res, a ne. Da je pa prideš kaj pa vidiš, da dejansko je. Res je v bistvu tako narejen krog in svetloba skozi posvet na celotno jamo. Tako kar impresivno. Kot lahko vidite za mano, vse je ful lepo okrašen pa barvast, kar res naredi nek prav poseben čar. Na vhodu v Batu Caves vas bo pričakal tudi impresiven kip Lord Murugana, ki je tudi največji kip tega božanstva na svetu. Poleg te glavne jame, ki smo si jo pravkar pogledali, imamo pa v bistvu še 3 druge jame. 2 jami sta oblikovani kot neke vile, ta tretja je pa v bistvu posvečena opičjemu bogu, ki ga vidite za mano in to si greva tudi midva zdaj še pogledati. Nekaj sem zate našel, Kaj? da se ne boš starala. Ja, Anti-aging yoga, a? Chair yoga. Dober. Hello. Sorry, don't have anything smaller. Koliko je vstopnina? 10 ringetov. Po Prav, osebi. 2 evra po osebi. No, to ni to, evo. Very nice, kaj? Terima kasih. Zelo je zanimivo, da veliko ljudi ne obišče tudi ostalih jam, se pravi, pogledajo si samo to prvo. Ampak tudi ostale 3 so zelo lepe in se jih splača obiskati. Po vstopu v jamo lahko najamete vodiča, ki vas bo beljal takole po postajah in vam razlagal o Ramajami. Vedno pa seveda obstaja možnost, da se sami sprehodite skozi. Greste od postaje do postaje, ki takole s kipci lepo ponazarjajo celotno življenjsko zgodbo Ramajame in se bolj poglobite vanjo. Kako si mislil, da je tukaj še cela reka noter pa slapovi? Ful je ogromna jama, pa kaj gor gremo nekam. Noro. Koliko rabe? Sam povej, 1, 2, 10, da dam. Vse zadam. Ja, to potovanje je res krasno in ponuja ogromno. Ampak morda pa vas mika kakšna druga destinacija. Potovanja so lahko enostavnejša, kot si mislite. Ponč in Sonč vam pomagava iz sanj narediti načrt. Brez stresa, brez ugibanja. Od popotniškega svetovanja 1 na 1 do potovanj po meri in aranžmajev na ključ. Vi poveste državo, midva narediva celoten plan po vaših željah. Skočite na najino spletno stran in preverite, pri čem vsem vam lahko pomagava. Ponč Sonč, potuj pametneje, potuj drugače. V klasičnem Ponč Sonč stilu sem morala hitro oditi in ujeti letalo za najino težko pričakovano Novo Zelandijo. Zato nekega običajnega zaključka nisem uspela posneti. Če si prišel oziroma prišla tako daleč v tem vlogu, bi ti rada povedala, da ceniva, da si vzel čas za ogled in nama namenil svojo pozornost v tem že tako natrpanem času. Živjo, sva Alex in Cindy, lastnika butične potovalne agencije Ponč in Sonč. Po svetu peljeva res majhno skupino ljudi, do največ 10 popotnikov, saj verjameva, da je to najboljši način, da državo zares začutiš. In kar je najboljše, midva zorganizirava vse, vi se samo prijavite in uživate. Pridružite se nama na potovanjih po Indoneziji, Jordaniji, Novi Zelandiji ali pa na Tajsko. Celotno ponudbo potovanj s programi najdete na najni spletni strani ponchsonc.com.